Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. 1.6. prav poseben dan. En dan po mojem rojstnem dnevu, ampak ne zaradi tega, pač pa zaradi dne, ki reprezentira začetek, ki je večji, kot se je mogoče takrat zdel, začetek ustvarjanja Tine Orel, ki ste jo neštetokrat že videli, srečali v oddaji Klepet ob kavi, ki je podala ogromno znanja, res zlata vredne nasvete, osebno njen moj najljubši je, kadar se ti najbolj mudi sosedi. In Tina Orel je tista oseba, ki je pomagala zares mnogim Slovencem. In danes, ko je Tina v moji družbi, na mizi gori 10 svečk. In teh 10 svečk reprezentira vsako leto tvojega ustvarjanja, tvojega delovanja in za vsako svečko stotine dejansko tvojih klientov, ljudi, ki so prišli k tebi po pomoč. Tina, čestitam. Hvala. Ja, res, od najbolj majhne svečke pa do najvišje. Ja, sta majhno si začela, ne? Kakšni so bili tvoji začetki? Jaz sem obiskala tvoj kraj in sem bila zelo navdušena nad njim, ampak jaz imam rada take malo bolj oddaljene kraje v naravi, medtem ko drugi raje živijo v mestu. In glede na to, da prihajaš iz vasi, kako so nate gledali ljudje, ko si začela 10 let nazaj, zdaj že skoraj dejansko z Džotišem? Ja, tako kot si lepo povedala, ne, se je začela ena zgodba, ki niti v sanjah si človek ne bi mislil, da se lahko tako razplete. Jaz sem vedela, da se bo, ampak drugi so mislili, da se ne bo, marsikateri. Kako se je začelo? Ja, težko, ne, mislim težko. Kakor vsak začetek, ampak če imaš dobro voljo in če veš, kaj delaš, saj ne more biti drugače, no, kakor da greš naprej. Prihajam iz vasi, meni je fajn, ker sem tako v naravi, sama, dosti zelenja je zraven in jaz tam ful uživam. Če bi bilo po moje, bi šla še bolj naravo, še bolj na samo. Ker pač sem ugotovila po teh 10 letih, da eno tako svetovanje ni kar neki, ne. Te kar na konci izčrpati, vzame eno energijo meni. Jaz dam ful, ker rada dam, jaz tu sem zmeri sanjala, da bom tu delala. Sam na koncu pa vseeno sem videla, da se moram vzeti ta čas v naravi, da se odmaknem, da pridem nazaj v ta svoj steber. Da zase dejansko tudi poskrbiš, ne? Izjemno. Ko si povedala recimo o svoji družini in tako, da si se odločila, da ti pa več službe klasične, pa verjetno tudi zakaj si se izobraževala, da tega ne boš opravljala, da greš svojo pot, kako so to sprejeli? So te podpirali, so te malo čudno gledali, ali glej, ta si zida gradove v oblaki, se bo že padla na zemljo. Kako je bilo to? Kako je to šlo? V bistvu tu je bilo malo, jaz sem tista glih končala šolo, ne, sem diplomirala in sem dobila pač prvo službo, ker res 3 mesece sem bila tam in nisem hotela biti več, ampak sem hvaležna za to izkušnjo, ker sem videla, da jaz pa v enih takih okovih ne morem biti. To je bila moja prva izkušnja, ker sem zmeri imela take službe, da sem pomagala ljudem, da sem hodila iz enega kraja na drugi kraj, kaj prodajala. Mislim, zmeri je bila ful za zdravje, je bilo skrb od zadaj. Tu sem zdaj slučajno, ker sem vlekla niti, kakšne službe sem sploh jaz delala, zmeri je bila od zadaj pomoč in delo z ljudmi. Ja. To mi je ful zanimivo. Potem, ko sem šla pa te 3 mesece v to službo. Kaj si pa delala tam? V nabavi. Ja. V nabavi, papirji, računalnik, govori vse možne jezike in vse se je grozno mudilo, ampak ni tu bil problem. Meni je bil problem, da so ljudje med sabo si metali polene pod noge in jaz gledam, čakaj, pa to ne more biti življenje. 8 ur bom živela nekje, kamor se ljudje sovražijo? Ne, jaz sem rekla, grem. In sem šla, sem pa ful hvaležna za to izkušnjo, ker sem pol zaradi tega jaz odprla SP. Ker ni bilo druge možnosti, po faksu, jaz sem študirala, kam bi šla, tako službo nisem več želela in sem jaz kar odprla SP tako.
tako sem čutila in vsi so rekli, ti si zmešana. Sploh Ja. ne veš, kaj delaš. Sem rekla, sej ne vem, a bomo videli, ne, kaj bo in če ne, ga bom zaprla. Jaz sem imela to vizijo, da če mi ne bo šlo, ga bom zaprla, ne bo konc sveta, ne bom ne prva, ne zadnja. Ja. No in potem sem, v bistvu, 10 let nisem ga še zaprla. Wow. Izjemno. A si se kdaj obremenjevala s tem, kaj bojo pa sosedi rekli, pa tako naprej? No, dejstvo tudi je, da ti imaš pisarno v tem svojem rodnem kraju, čudovito obdano s kristali, z energijskimi takimi in drugačnimi zadevami. Ljudje torej prihajajo k tebi, pa zagotovo so sosedi tudi kaj videli, lej, ko pa zdaj hodijo k njej, ko se pa zdaj to dogaja? Čist na začetku sem se itak obremenjevala, tiskrat sem imela še pisarno v Sežani, niti nisem imela doma, tiskrat sem se z drugimi stvarmi obremenjevala. Zdaj pa niti ne, ker tu sej ne pridejo cele mase k meni. K meni pride eden, mogoče dva hkrati in to je tu. Tako da tu mi naredimo čisto tako diskretno, da noben ne vidi, ker sem bolj na samem, noben ga ne motamo. Edino, kar bi lahko se slišalo, ko pojemo mantre kdaj, tu bi se lahko, če bi veter nesel ta glas preko doline, no, mogoče bi se edino tu slišalo do 3 sosedov in to je vse, kar se sliši lahko. Ko sem bila pri tebi na obisku, sem videla tudi izjemne take kamne postavljene, pa glasba, pa vse te zadeve. To bodo ljudje lahko doživeli na tvojem vikend retreatu, ne? Ja, ker jaz sem študirala, kaj bi naredila za to 10. obletnico, ker je res tako hitro prišla in sem rekla, ne, zdaj pa moram nekaj narediti, kar me tudi ljudje sprašujejo. In sem se odločila, da bo pri meni doma, da bodo vsi probali te kamne, glasbo, da bomo delali tudi to zvočno terapijo. Seminar bom imela osnovni, nadaljevalni od Jyotisha, tako da se bomo šli pogledati še malo bolj globje v karto in energijske vaje bomo delali. Jaz sem si tako zamislila, da bi imeli pri meni doma 2 dneva, sobota, nedelja, 1.6. in 2.6. 1.6. je sobota, 2.6. je nedelja, tako da bomo praznovali to mojo 10. obletnico. Tudi torta bo. Odlično, evo, na torto si me dobila. Ne, se sklicam. Se pravi, kaj se bo počelo soboto, nedeljo, to že imaš razdelano, kaj? Jaz tu dostikrat naredim bolj po občutku, tudi odvisno od udeležencev. Imam pa razdeljeno, ja, tisto ogrodje, ne, kako naj bi potekalo. Ta prvi dan bomo imeli ta osnovni seminar, potem vaje in drugi dan sem mislila, da bi šli tudi, ker imam blizu mojega kraja je ogromno dobrih energijskih točk, da bi šli malo tam v Škocjanske jame, ker so te točke pogledati, pa jama je tam v bližini, ker tudi je zelo dobro s temi točkami, tako da bi vse tu bi vse pašalo skupaj. Tako da tu bi bilo pol naslednji dan, ampak se bomo vse sproti zmenili, vsaka bo prišel, ko bo imela točno, ne, ker zdaj v bistvu je še, moram se vse zmeniti, če sploh je, da ni že zasedeno ali pa kaj takega, recimo, ampak bo. Odlično se sliši. Ali je ta vikend retreat, ki ga pripravljaš ob 10. rojstnem dnevu, Tintaj, ne, spoznaj sebe, a je to ena stvar za tiste, ki so že bili pri tebi, pa ki že imajo narejeno to karto, ali je tudi za one, ki še nimajo, pa da dobijo to izkušnjo oziroma znanje okrog Jyotisha, pa da se naučijo vseh teh vaj? Jaz bi vsem rekla, tudi oni, ki je bil pri meni pred 4 leti, verjetno ne ve več, kaj sem mu govorila. Mislim, verjetno. Se ti to posnameš? Ja, vse je posneto, ampak se pozabi, ne, če nisi v temu. Ne tu, kaj sem mu povedala, ampak kaj pomenijo te hiše, pa te predalčki, pa kaj pomeni, če je Saturn slabše postavljen, pa te stvari, tu mislim. Pa vse te vedske nauke, ki jih Jyotish uči, tu verjetno ljudje, ne verjetno, tu vem, da pozabijo. Tu, ker ko se najbolj mudi se usedi, tu itak, ne, tudi jaz pozabim na to dostikrat, pa ko se najbolj mudi, tu, ne, pa potem imamo tisto, čemur posvečamo pozornost, raste. Tu bi jaz rada povedala, kaj pomeni, če mi imamo neke negativne misli, kako to vpliva potem na drugo transformacijo, ven. Mi si pol tu zmanifestiramo, ker niti ne vemo, da si, ampak smo imeli že prej lahko take negativne misli, ker nas noben sploh ni opozoril, lahko že od majhnega, glej, ne misli tako negativno, ker pol boš res proklical te negativne dogodke. To je v grobem, ne povedano. Ja. Te take stvari, no. Wow. V teh 10 letih,
kaj se je spremenilo recimo pri ljudeh, ki se obračajo nate po pomoč, po to luč, da jim osvetliš njihovo pot? Kaj se je spremenilo? Se mi zdi, da vedno več ljudi želi pride do svojega bistva in se mi zdi, da zadosti mi je. Zadosti mi je trpljenje in želijo neko spremembo. Ka mogoče 10 let nazaj so še rekli, ok, se bo, zdaj ni več časa za to. Tako tu, no, in so čist naveličani, tudi pridejo, recimo 10 let nazaj nobena mama meni ne bi rekla, sem jazna na mojega otroka. Zdaj mi pa že rečejo. Jazna sem v tem smislu, ker nimam časa zase, ampak to ne pomeni, da ga nima rada. To so stvari, ki jih ti moraš povedati na glas, ker če ne, se zgodijo lahko ful krute stvari, če ti vse taštiš noter. Ti moraš dati to ven, če ćemo biti zdravi. In taka mama je tista zdrava mama, ko se upa na glas povedati, glej, ne vem, če sem dobra mama za mojega otroka, ker mi gre na momente na živce, ker nimam časa zase, mi nervira, točno pritisne na oni gumb, ker ne želim. Tu je bistvo, tako da tu vidim, da zmeri več je takih, ki to povejo na glas. Včasih so pa to skrivali v sebi, ampak na takšen način se sam trpinčimo. Ja, točno to. Pa tudi se mi zdi, da hodi bolj do izraza tu, da ženska ni več samo ženska, da mora biti doma in da mora likati in prati in samo ona skrbeti za otroka, ampak se tu spreminja zdaj. So tudi moški, kar dvignejo roko in ful pomagajo. Tako da že tukaj jaz vidim veliko razliko. Je lažje. Neka enakovrednost oziroma, da se prilagajamo temu sodobnemu času. Džotiš vendarle je tisočletja stara neka znanost, ki pa jo potem ti preneseš in poveš na takšen način, da bo sodobnemu človeku nucala, po domač povedano, koristila. Ja, zdaj, jaz delam to malo bolj po svoje, ne. Že v tolikih letih sem pač tudi ful sem energijo vključila zraven, ful probam čutiti za stranko, da ji res povem, kar rabi. Jaz včasih potem grem gledat tudi v karto, skaj sem pa jaz njej tu rekla, ne. Ampak očitno je že bila neka povezava, da sem ji to mogla povedati. Se pravi, že uporabljaš svojo intuicijo zraven. Ja, tudi tu, ja. Tu se je ful spremenilo, no, ker jaz na začetku sem bila strogo sam, kar se naučijo, ne, ampak pol ugotoviš, če češ biti terapeut, mentor, nek svetovalec, je sam ta zgolj znanje premalo, ne, rabiš še nekaj več. S časoma si dodala tudi druge stvari, recimo Bachove esence. Ja, tudi Bachove kapljice delam, kar tudi nas vrnejo nazaj k naravi, pomagajo, sploh te rešilne kapljice, ful pomagajo v stiski, ker ne veš, kako naprej, si narediš eno kuro ali pa si bolan, recimo, če nekoga malo grlo boli, si daš 4 kapljice pod jezik, pa bo pol se vidi, ali ga bo še bolj bolelo, ali se bo pa čist preobrazilo in ga ne bo več bolelo. Aha, se pravi, da določene stvari včasih morajo izzveneti. Ja, ker tudi vsaka bolezen, ko jo mi imamo, je naše predmanifestacija, neko čustvo, ko jo nismo izrazili. In te kapljice delujejo tako, da grejo po krvi in nosijo informacije. Tako ko mi imamo neko informacijo, tudi Džotiš nosi informacije. In tudi te kapljice mi damo pod jezik in gre noter po pač našemu telesu in nam nese informacije in telo je tako pametno, da bolj pametno, ko mi mislimo sploh, on že ve, kaj mora narediti. In s temi pač vibracijami in s to informacijo telo že ve, kaj narediti. Wow. Ja. Vem, da se nikoli ne nehaš učiti in dodajati znanje kot takšno. Kakšne stvari zdaj dodajaš tudi še ljudem, ne samo, da poveš, lej, ti imaš tako pa tako postavitev, ampak rečeš, lej, lahko narediš to. Kam te še nese pot? Na kakšen način še nadgrajuješ svoje znanje? Nadgrajujem tako, da zadnje čase me vleče ful ta zvočna terapija. To me zdaj zanima, bomo videli, kam bo to šlo. Pa tu, da greš res v problem in ga probaš razrešiti, to me ful zanima, ker sem včasih kar, saj mene so učili, no, ker je bil nek problem, saj je vse v redu, ne?
In tam se je ustavilo. Ja, pa ni v redu, če je nek problem, ne? Moraš iti noter, ga moraš začutiti, moraš ga predelati. In tudi ljudje, ki pridejo k meni, imajo ponavadi en problem, kakšni tudi nimajo nič, recimo, da imajo en problem in zdaj gremo v tisti problem in ga probamo začutiti, ne? In potem se zgodijo različne situacije, različni šifti, ljudje se zlomijo, začnejo jokati, kakšni kričijo, ampak to je potrebno zato, da lahko mi gremo pol naprej, da se nam nekaj spremeni v življenju. Ker če ne, smo zataknjeni, ne? In če smo mi zataknjeni, kako bomo šli naprej? Če smo tle in nas nekaj vleče nazaj, en kaveljček. Ga moramo odhakljati, zato da lahko gremo naprej. Odhakljamo ga pa lahko samo tako, da si priznamo, kaj je narobe, kaj nas muči. Če ni zdravo partnerstvo, si moramo priznati, da ni pravo, ne si govoriti zgodbice, da saj mogoče je pa samo on tak, saj mogoče me ima rad, samo mi ne zna pokazati. Ne, to je premalo. Vsak si zasluži več. Tu je, ne, treba res pogledati stvari, ali kaže v karti tu ali ne, tu sploh ni važno. Važno je, da mi vemo, ki je predispozicija, s pomočjo karte seveda nam tu ful pomaga. Tako. Da vemo, ok, imam tle malo več težav, se pravi, bom tle malo več delal na temu. Imam probleme v partnerstvu, se pravi, kaj moram narediti, da ne bo problemov. Ja. Minus preobrazimo v plus. Pa imam probleme ko eni rečejo, ne maram prodajati ali pa ne maram govoriti. Ok, kaj boš naredil, da boš lahko vsaj 2 stavka povedal? Ni jih treba milijon, vsaj 2 za začetek. Ja. Zdaj spet odvisno, kakšno službo ima. Saj ni treba, da on govori, če nima take službe. Zdaj, če pa se od njega tu zahteva in če on tudi tu želi, pa mora on nekaj sam narediti na temu. Treba več stvari pogledati. Tako da, evo, vse tu bomo delali na tem mojem vikendu ob 10. obletnici. Taki pogovori, ne, ko se zdaj mi dve pogovarjamo, ko je premalo, ne, bi rabili cel dan oddajo, da bi lahko vse povedali. Tu bomo vse tu govorili, no. In pač bomo šli v probleme, vsak bo povedal svoj problem in ga bomo probali razrešiti. In pa tortico boste jedli in ker boste jedli tortico, evo, boš že danes lepo opihnila teh 10 svečk, ki predstavlja torej 10 let tvojega dela, tvoje pomoči, tvojega poslanstva, da dejansko pomagaš drugim, da spoznajo sebe in da dejansko grejo nazaj. Evo, izvoli! Bravo! Čestitam, Tina Orel Tintaj! Hvala tebi. Seveda preselila se je na našo kranjsko čebelo. Naša kranjska čebela pa nima razvitih teh obrambnih mehanizmov. Za to stvar, ne? Za to pršico, a ne?